oddaji Petkov Ekstrem. Današnja oddaja bo pa v življenju pred 100 leti v primerjavi z življenjem danes. Tako da jaz sem dal tukaj ene par možnosti, stvari, prednosti, slabosti iz pred 100 let, ti si zgodovinar, boš mogoče še kakšno pametno zraven pripomnil. In to je to. Tako da zdaj me zanima, se pravi, si dal pozitivno pa negativno. Tako. Okay. Ja, recimo, nekako, kar sem si na hiter zmislil. Res. Okay. Prvo sem gledal, moje mnenje je, manjša onesnaženost je bila takrat, zdaj ne vem, koliko je bilo realno takrat že te industrijske revolucije. Ja, je že kar bilo, ampak definitivno manj kot danes. No? Tako da to se mi je zdelo, recimo, zrak te zadeve so bile veliko bolj čiste. Ogljikov odtis je bil manjši kot danes. Tako. Ja. Tako da to je prednost življenja pred naslednja zadeva, bolj so bili ljudje povezani med sabo, če mene vprašaš. To se meni zdi. Bi rekel, manjše skupnosti. Ja, manjše skupnosti in so pač ljudje bili bolj navezani en na drugega, bolj si lahko, ne vem, če mene vprašaš, zaupal človeku. Kar je tudi, recimo, danes prednost teh starejših, ki so takrat živeli. Mislim, ne prednost, slabost teh starejših, ker so navajeni, da me človek pa ne bo. Bolj zaupajo. Ja, zaupajo nekomu, ne vem, če pride na hišo potrkati, jaz bi pa tole, pa ga spusti noter, pa, a veš, mogoče. Bi rekel, da je bilo manjš, ne vem, kraji so bili manjši in bolj skupnost, se pravi, bolj poznali so en drugega. Konec, nek sem bral, da je do 150 ljudi, če je skupaj, da tako zelo dobro funkcionira. To so bila 150 oddajo. Ok, najbrž. Tako da tudi ljudje nategnili en drugega, zato, ker se poznaš. Ker se to osebno poznaš, ja. Boš pomagal rajč, kakor enega okoli prinesel. To, pol naslednjo, pač manj je bilo stresa, bolj enostaven način življenja, a ne? To se mi zdi tako, ker danes je nasprotno, to so pa v bistvu negativne, ker sem v današnjemu, dosti stvari je tako, pač teh, ki sem tle povedal, so tam v negativnem. Tako da ja, pač manj je bilo stresa, manj je bilo tako, čeprav zdaj to, a veš, to si jaz predstavljam, najverjetneje, če si takrat živel, to je bilo, ne vem, po vojni. Smo ga pa gledati, a boš dal za otroka, mislim, a bo imel danes hrane, da bomo vsi preživeli, pa tako. Druge težave so bile, verjetno ne lih take, kot danes. Zdaj, vse mislim, da je bilo manj stresa, zato ker je bilo bolj bistveno. Pa tudi po moje, bolj si bil povezan, veš, tako, ne vem, nisi imel teh digitalnih zadev in ti, ne vem, kaj si... Mislim, da je tehnologija. Ja, ker dejansko si domov prišel, tam je bila mami, oče, ne vem, neka družina, ki si bil, nisi mogel za televizijo se sest, ker jo ni bilo, a ne, pač si se pogovarjal in si reševal te zadeve, ker danes ti pa to je nekako odvzet nam nekako ta varianta, tako si jaz predstavljam. Tudi tako bolj stresno, pa je danes pač šiht, pa to moraš. Včasih je bil šiht doma, ne? Ja. Koncev. Ja. Tako je. Ja, pa tudi, ne vem, šihti so se začeli ob 6, ob 2 so bili doma, a ne? Recimo, a ne? A veš, pa si imel... Se pravi, ne vem, 80% ljudi je imel kmetije, ne? Ja, recimo. Tako je. Ja, v bistvu. Šiht je bil, vse bil skos, ampak ni bil pa, ne vem, ni šel pa iz Kamenka domov, pa zdaj, imam dosti zaslužil, pa še pa, ja, skratka. To je. Naslednja zadeva, bolj naravna prehrana, pač dejansko, pač tisto, kar si lahko, kar si rekel, pač imel si svojo kmetijo, svoje, ne vem, zemljo, tam posajene zadeve in pač to je bilo vse naravno, vse, pač ni bilo toliko predelane hrane, ni bilo toliko, pač... Tudi, bolj so spoštovali, recimo, prašiča,
glede na to, da si ga moral najbrž ne glih lahko prvošt, so vedeli, pač, da ga morajo skrbeti za njega, zato ker bo on pol zadnjiki se čez celo zimo skrbel na tak način. Tako da se bi rekel, je bilo tudi več spoštovanja na tak način. Ja, do hrane pa do tega, kaj je bilo manj pa tako. Tako, in težje je bila dostopna, več si mogel dati energije v to, da nisi bil lačen. Ja. Tako da danes greš pač v štecuno, kupaš tisto, kaj je in pol stran vržeš. Ja, in si, ja. Ok. Dobro, to je bilo to. Naslednja zadeva sva že obdelala, manjša, pač manj si digitalno bil, tako pač to sva že povedala. Ni bilo digitalno. Tako, ja. Naslednjo, kar sem dal pa za slabosti takrat živeti, je pa pač ni bilo toliko tega zdravstva, dostopa do zdravnika, do pač nasplošno karkoli. Če si zbolel, je bilo kar bolj problem, kot je danes. Ker ni bilo zdravstvo v tem, na tej stopni, kot je danes. To pa mislim, da je bila ena taka bolj večjih slabosti, če si živel takrat, kot proti danes. Res je. Je bil kar problem. Tudi pri rojstvih, itak so bili vsi doma rojeni. In je šlo lahko še komplikacij, ki so danes verjetno takole, jih pač lahko uredimo, takrat pa bilo mogoče pač v razlog za smrt, ampak je takega. Tako. Naslednja stvar, ki sem rekel, je, manj je bilo možnosti za izobraževanje. Pač nisi mogel toliko dostopa imeti do izobrazbe in tudi ni bilo pač interneta, da bi lahko praktično vsako stvar pogledal, mogel si jeti v knjižnico, da si... Če je bila. Ja, če je bila. Takrat je bilo največje znanje je bilo v bistvu v cerkvi. Ja. Župnik je bil tisti, ki je bil najbolj ponavadi brihten. Ja. V celi vasi. In pa si v bistvu šel do njega, zato da če si se hotel dejansko kaj naučiti ali pa... Recimo pa kaj izvedeti, pa tudi on mogoče ni vsega vedel, pa je mogoče kdaj kaj tako rekel, povedal kaj, ker spoh ni bilo res, ali pa mogoče nekaj, kar je sam mislil, pa spoh, no, se nima veze. Dostopnost do znanja je bila definitivno manjša. Tako. Naslednja zadeva, ki sem si jo dal, je bilo... Delo na splošno je bilo, če mene vprašaš, bolj fizično, težji je bilo del, ne vem, na kmetiji, kjerkoli, nisi imel, ne vem, dela v pisarni, nisi imel, pač sej, ne rečem, da to ni težko delo, mogoče za glavo še slabše, ampak tako fizično, naporno, pa rečem, da je bilo takrat na splošno kjerkoli šiht, če si imel šiht, ali pa če si doma delal, je bilo sigurno bolj fizično naporno, kot je danes. Tudi če si imel kmetijo, ne vem, nisi imel traktorja, nisi imel pač... Je bilo treba. Klemam, na koncu bi eno misel dal. Pač, ampak do konca povej, ne. Ja, no, sej to so... Ne, kaj na koncu daje? Ja, do konca daje, pa vsaj tega. Odseka. Ok, no vse to je kar povej pametno misel. Ne, ko hočeš reči, se prav 100 let nazaj, sploh ni toliko velik, ne. Ja. Pol lahko vidim, koliko se je v teh 100 letih tehnologija recimo razširila, koliko več se je zgodilo, koliko drugačno življenje je, kot je bil 100 let nazaj. 1924 pa... Ker mogoče med 1924 pa 1824 so bile razlike, ampak ne toliko velike, kot danes. Ja, je res. Ja. Pač te, ki bomo mogoče, ne vem, 10% danes je pa, ne vem, 1000%, če ne še več razlike. Tako da, je res. Ne vem, smo kar prešli, obdobje. Tako, naslednja zadeva, ki sem si dal, pač če si tak človek, ki si hotel, ne vem, veliko potovati, če si hotel nekam jeti, je bilo to veliko težje, kot... Ja, samo te bogati so imeli to. Ja, da so lahko, ampak tudi te bogati so težji prišli danes. Je to veliko, mislim, sej ni problem, sej so se tudi takrat selili v Ameriko, pa z ladjo, pa z ne vem čemu sem. Ampak z ladjo. Ja, no sej ja, a ne, itak, ja.
Ampak ja, se je dal potvati, sam to je bilo pač bolj riskantno in težje dostopno, kot je to danes. Danes lahko praktično cel svet prepotuje. Če malo dela, mislim, saj iz teh držav, tle evropskih. Pač ja, ta delovni razred, Ja. ta srednji sloj je veliko boljš. V bistvu, takrat ga skoraj ni bilo. Ja, Danes je pa že toliko bogatla, da lahko ne v parih dneh cel svet obkrožiš, ne? tako. Kot pa v 80-ih dneh. Ok, zdaj pa sedanjost, pejva. Ja. Prednosti. Zdaj, to sva že, v bistvu, zdaj bova bolj, ker ne se ponavljala iz negativnimi, pa iz pozitivnimi. Tako da pač medicina danes je boljša, to je pač ena taka velika prednost, če mene vprašaš. Ja, Ke hvaležni, da imamo. tako še posebej v Sloveniji, ki imamo dosto redu. Mislim, kolikor jamramo proti ostalim državam na Je še svetu, zmeraj imamo kar v redu. No? Pač tudi zdaj je življenjska doba človeka, se vidi, da je veliko daljša, kot je bila recimo. Glih zaradi tega. Ja, tako. Glih zaradi tega je toliko manj otrok ob rojstvu umre, kot jih je 100 let nazaj. Tako. V bistvu, kot sem bral, da ne vem koliko zadnjih, ne vem koliko, 50 let, nekaj tasga, da se že malo manj, da se isto število otrok rodi, se pravi, ni neke veliko, ne vem, da se toliko več otrok rodi, ker ne vem, ker se človeštvo toliko več ljudi nas je, ampak toliko starejših ljudi je več. Jaz sem malo to čudno slišal, glih zato, ker je medicina toliko napredovala, da lahko dalj časa živimo, kot se je včasih. Ja, štekam, pač dejansko se narodi toliko več otrok, sam ljudje dalj časa živijo. Zato nas je pa tudi toliko več. Ne? In prej ali slej bo se to ustavilo. Ja, slej, ko prej bo šlo nazaj dol, zato ker se že nekako vidi, da se že manj otrok rodi po celem svetu. Ja, da bo prišlo do depopulizacije. Čeprav nas je še zmer toliko velik, da... jaz sem lih bral, da trenutno je živih, mislim, da 7% vseh ljudi, ki je kadarkoli živel. Ja, ok. Tako da... To je tako, ful velika, meni je 7%, ful velika cifra. Ja, človeštva. Ja. Od ta prvega človeka. Glede na to sej, 100 let nazaj je bilo sploh, ne vem, milijarda ljudi. Ja, ne vem, če je bila. Ja, delaj to, ta graf je bil tako bolj raven, zdaj je pa... In ne bi šli, ali do 9, ali do 10 milijard ne bi šlo, pol se bo pa začel spuščati vse skupaj. Aha. No, tako sem bral. Ok, naslednja zadeva, spet dostop do informacij, pač internet, vse te zadeve, pač karkoli hočeš zvedeti, imaš dejansko na dlani. Sem pa spet ta yin pa yang, ker imaš informacije, ampak je, ali so prave, poleg tega je pa toliko enih informacij zdaj. Ja. Pa toliko napačnih informacij. Mislim, to je tudi danes velik problem, ker je toliko napačnih, ker na internetu boš ti najdel, da je res za vsako stvar, ki se boš odločil. Če se boš ti odločil, da je res, da je ravna zemlja, boš najdel milijon dokazov. Zmer uporabva ta primer ravne zemlje. Ampak ne vem, da ni Avstralije, sem enkrat bral, da so neki ljudje, ki verjamejo v to, da ni Avstralije. Pač karkoli se boš zmislil, pač ti najdeš dokaze. To, kar boš verjel, to boš dobil dokaze. Ja, tako. Tako da pač ne moreš vsemu verjeti, kar vidiš na internetu. To je že Francem Prešeren napisal leta na internetu, sem prebral. Že parkrat tako uporabil. Tudi mi dva se ponavljamo. Tako. Pač naslednja zadeva, pač udobje večji, to sva tudi že. Pač topla voda ves čas. Tako. Hladilnik je lahko poln ves čas. Pač streha je ves čas okrog lahko tebe. Ja, tukaj smo napredovali. Tudi to je boljš kot 100 let nazaj, recimo. Isto, ne vem, tehnologija, vse te zadeve, pač imaš dostop do večjih stvarih, dejansko telefon imaš posod zraven, veš vse, kva se, ne vem, delajo na Floridi dogaja, pač 100 let nazaj, recimo, če se je kaj tazga naredil. Florida, kva pa je to? Ja, tako je. Ampak je to spet šolstvo zdaj toliko napredovalo. Tako.
Ja, naslednja, pač potovanje, globalna komunikacija, pač te zadeve, ki sva tudi že rekla. To je to, slabosti pa spet smo na istem, onesnaženost je večja, a ne? Višji nivo stresa, če bi temu lahko tako rekel, a ne? Se pravi, danes, če mene vprašaš, a ne, si veliko bolj pod stresom, kot si bil takrat, pač in službe in nasplošno cel ta življenjski stil, ki se skozi neki mudi, skozi moreš... Ampak to pol, je to zaradi službe, ali smo se pač, ali je kakšen drug vzrok, da je prišlo do tega, da je to bolj stresno vse. Ja. A ima to kakšna, ne vem. Ne, pa pač hočemo vse stvari takoj imeti, po moje, da je to, ne? Ker ne moramo več počakati 5 minut ali pa en dan ali pa 2 dni, vse hočem delati takoj, ja. In pač nekdo mora zaradi tega ful več delati, ne vem, kaj ne rečem, ne? In je pač tudi vsi zadnji so pol bolj pod stresom, ker se vsem bolj mudi, ker mora biti določene stvari, ne vem, pač tako si predstavljam, ne? Zakaj? Pač, ja, denar mora čim hitreje krožiti. Tako še je to problem. Ja. Ja, naslednja zadeva je pač, ki je slabost, sem rekel, da je to, da smo ful bolj zasvojeni s tehnologijo. In s temi zadevami, ki pač včasih pač nisi sploh mogel biti. Ja. Ker ga ni bilo, a ne. Ja. Danes pa, ne vem, tudi, ne vem, neki dejti, ne vem, vse gre prek Tinderjev, vse gre prek spleta, veš, ni več tistega... Ni več tako osebne komunikacije. Tako, ne, pač tudi vsi, tudi če bi hotel jeti v lokal, bi te ne vem, punca čuden gledala, da bi stopil do nje, ker je bilo 100 let nazaj. Ne vem, predstavljam. Pa 100 let nazaj tudi mislim, da niso v lokal hodili. No, ampak tako, no, pač, ali pa ne vem. Bolj je bilo... Tako, pač, danes, ne vem. Lahko sam nekaj kleomeren, hecno zadevo. To še ni toliko dolgo nazaj, recimo, ko smo mi recimo še v šolo hodila, recimo, da je na internetu bil, pa da je punco iskal tam, je bil ful čudno. Ja. Ne moreš je dejansko, ja. Ja. Danes je pa to v bistvu, je pa praktično vsi. No, jaz moje žene nisem spoznal preko spleta, tako da je pa res, da sva se 14 let nazaj spoznala, ker sem imel še telefon na tipke, tako da je bilo malo razlike, ja. Tako... pač zdaj naslednja zadeva, ki sem dal, je bila pač nezdrava prehrana, zdaj je toliko tega fast fooda, toliko je te predelane hrane, kar sva tudi že prej rekla, da je... Da je spet slabo, ja. Pač greš, ne vem, veliko ljudi gre v Meka na kosil, na te zadeve. Realno, poznaš koga, ki hodi v McDonald's na kosil? Ja, ne. No. Mislim... Dejansko ne, res. Poznam ljudi, ki veliko hodijo v Meka, ampak tako, da prav na kosil, pa res ne vem, če poznam. No, sej kakorkoli, predelana hrana. Ni vedno dobra. Tako. Ja, no, to je bila današnja oddaja. Lepo, Hvala za ogled. Hvala. Še kakšna pametna misel? Včasih je bilo kaj bolj, danes je pa kaj bolj drugega. In s to pametno mislijo zaključujemo današnjo oddajo. Hvala za ogled. Lep petek, pa se vidimo.